Pogled proti Kamniškim Alpam ni nič spodbuden. Živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter in trenutno se nahajam pod Storžičem, pod meglenim Storžičem. Napoved je bila, da bo seveda lepo, da se bo nekje proti popoldnevu zjasnilo. Zato sem v hrib krenil, zdajle je ura že 10:30. Se pa nahajam nad vasico Povlje. To je tle na, prav rečemo, na kranjski strani Storžiča. In nameravam tle iti do koče pod Storžičem, pa čez žleb gor, pa na to stran nazaj dol na tako luštno krožno turo. Dajmo pa videli, če se bo ta megla spihala, pol bom šel gor, če ne pa ta video šel v pozabo. Ja, me pa malo skrbi, ker zdaj so eni fanti dol prišli, so rekli, da niso šli do vrha, ker iz megle prav dežuje, no. Da bomo videli, ko nas čaka. Plan je bil tak, da danes zjutraj skočim pod Storžič, skozi Žrelo gor, pa na vrh, pa potem v krožni turi dol, ampak kamere v bližini so kazale, da se prav zjutraj ne splača goriti, tako da sem zdaj odlašal čisto do zadnjega, ura je 9, kar je tudi za mene precej pozno, da gremo v hribe, ampak vseeno, verjetno do 4 bom nazaj, do takrat, ko mora biti, in kaže, da se počasi puca, no, in pičimo gor. Prvi razgledi na poti danes niso na voljo. Par korakov nad razglediščem pridemo pa do razpotja. Po mojem, da bomo tlele desno dol prišel. Jaz grem pa tlele naprej. Tale razpotje je bil za veliko ali pa za malo poljano. Jaz grem na malo poljano, pa pol na drugo stran Storžiča do doma pod Storžičem. Bom pa tole, se pravi, čez Žrelo gor, sem šel do zdaj dvakrat, zdaj je drugič, če bo šlo, Ni pa ta Žrelo, kakor se sliši grozno, ni nek bav, in si zelo upam, da vam ga danes pokažem. Tlele proti Mali Poljani se prvič vzpenjam. Nasploh sem tlele na tem izhodišču bil prvič, oziroma sem prvič. In pot je precej lepa. Lepo označena, tudi uhojena in všeč mi je. Ja, tako kot so fanti rekli, je kar začel kapljati. Sicer pri meni zaenkrat še z dreves, veliko višino, sem pa v megli. Pa do potočka sem tudi prišel, do zdaj je bil suh, zdaj se je pa pokazal. Sem pa še zmer pod planino Mala Poljana. Izgleda, da sem že na Mali Poljani. Zdaj tukaj sem pa ustavil pri koči, pa da vidim malo kamere, koliko kažejo. Vrhunski razgledi.
Glih je 30 metrov, se malo vidi. Ja, nič, ne. Pogledal sem tale na stolu, na vrh kamero, je to še zmer v megli. Pa preden sem štartal, je na Kokarskem sedlu proti Grintovcu gor je betavno kazalo, skozi meglo si malo modro videl, zdaj pa čisto zabitno, tako da. Mogoče bo tle še na Tolsti vrh skočil, sem še odločen. Vam pa pokažem še tele smerne table. Tle sem imel plan proti domu pod Storžičem, pa z one strani gor. Glede na to, da sem že zašvical, bom pa še na Tolsti vrh skočil, da se vsaj orang preluftam, če ne drugega. Je pa to, da je toliko debela ta megla, zelo nenavadno. Ponovadi je ali od spod megla, pa ene 300-400 višincev, pa pol sonce, ali pa glih obratno, da od spod pač ni nič, pa so gor nizko oblačnost. Tole je pa kar orang debela megla. Nič mi ne šmer glavo. Jaz sem, ja. Mogoče pa za dol grede še malce naberem. Ne popušča, ne popušča. Sem se pa zdaj odločil, da bom tale video, da bo samo za vas, ki me podpirate na raznih platformah, v prvi vrsti Buy Me Coffee. Najprej vam hvala seveda. Drugače pa hotel sem reči, v teh videih, ki bodo namenjeni, sam vam bom tudi malo bolj kakšne osebne stvari povedal, moje izkušnje glede prehrane, kondicije, tehnike in pač opreme, vsega tako. V glavnem, včeraj sem šel v Ljubljano na masažo in potem bi mogel, avto sem dal na servis in bi mogel pol čakati na vlak za Bornico uro pa pol ali še malo več. In sem bil s skirojem in sem rekel, grem pa jaz kar v Bornico. Oziroma najprej sem rekel, grem do Brezovice s skirojem, pa bom tam vlak počakal. Pa sem do kje prišel, pa je bilo še uro 20 do vlaka ali nekaj takega, se ne spomnim več. Ampak pa sem pa rekel, nič, grem pa do Notranjih Goric. V glavnem na koncu sem šel čisto do Bornice s skirojem na pogon, ne na elektriko. Kar je nekje malo 25 km, mogoče kakšen kilometer manj. In fascinantno mi je, da me danes nič ne čutim. Ne one noge, na kateri sem stal, ne one, s katero sem se poganjal. Res vrhunsko. Bom pa še malo kasneje povem, kva delam. Nisem še čisto na vrh, sem pa na razpotju. Tukajle se gre za gozd dol. Tukaj se vam mislim, da zlukati enkrat že šla dol. V eni zimski krožni turi. Sem kar malo pozabil, da sem vmes celo poravna za 2 sekundi. Dobrodošli na enem najlepših razglednikov na Tolstem vrhu. Danes pa takole, optimizem je bil, ampak včasih to ni zadost. Narava ima svoje plane. Tako, kot sem prejle rekel, da povem, kva delam. V bistvu se zdaj grem, probam raztropiti svoj telo, in to s prehrano. In sem zadnje čase samo ali pa več ali manj na sadju in zadnji teden sem delal en dan suhega posta, se pravi nisem nič jedel, nič pil, pa en dan vodnega posta zatem, potem sem pa samo grozdje jedel. To naj bi bil ful dober recept za razstrupljanje in oziroma naj bi bil, ampak je.
In čeprav med razstrupljenom ne bi ful športa, ampak pač kakšen dan v tednu je pa treba, ne. In res neverjetno, kako sem šel gor, pa tisto včeraj, prav presenečen. Bom pa bomo kakšen Zoom naredili, pa če ima kakšno vprašanje glede tega, se lahko tudi pogovorimo, pa kakšno izkušnjo delim, pa tudi kje znanje za to dobim, pa take stvari. Mislim, da zelo uporabno. Kar hitro je gor mraz ratalo, tako da je treba dol. Kakšne lepe jesenske barve. Megla se pa izgleda dviga. Kam pa do avta prišel, bo pa sonce. Tole pa prav hudo izgleda. Zdaj sem pa nazaj dol na prvem razgledišču in glede na to, da je malo razgleda, sem tudi ustavil. Spomnil sem se, da prej sem omenil, da sem šel včeraj iz Ljubljane s skirojem. Pa še to je, da s skirojem se nisem vozil verjetno že pol leta, tako da nisem jaz navajen se s skirojem voziti. No, in res mi je neverjetno, da nič ne boli. Ja, zavedam se, da je prehrana zelo občutljiva tema, ne, in to pa vem, zato ker že kar nekaj časa v tem krogu delam in marsikdo bo rekel, Peter, ne ga srati, ne, itak ne moreš samo sadje jesti, ker ne dobiš vseh stvari, ne. Predvsem beljakovine, ne. Ta tema, če bi načel to temo, bilo to itak bi ful presegali okvire tega videa, zato če bo interes, bomo to v kakšnem Zoom callu ali pa tako se pogovorili, ali pa ne samo enem, ampak verjetno večjih, zato ker to je res obširna tema. Ampak rečem pa, da bi se jaz z vsemi, ki tako mislite, bi se 3 leta nazaj bi se še ful strinjal, ne. 5 let nazaj pa še ful bolj. Ampak ker smo ljudje in se učimo, saj jaz se probam učiti, nadgrajevati, pač sem prišel do znanja, ki te stvari negira, in jaz sem rekel, bom stvari na sebe probal, ker itak neke situacije s telesom imam iz neke grehe iz preteklosti, in probam to zrihtati, pa skozi to vse, rečemo, skozi ta proces bom tudi malo poročal, kako sem, in tudi tisti, ki ste malo bolj radovedni, boste tudi mogoče lahko malo več informacij dobili, tako da to je to zaenkrat. Gor se pa očitno ne bo spucalo. Ja, tale moja tura in tudi prvi video za, bom rekel temu, podpornike kanala, se počasi končuje. Tura nič posebnega, tak lušten, lahko tudi družinski izlet, sicer je višincev kar nekaj, bom podatke vse spod napisal, ni pa pot nezahtevna, no. Zdaj pa glede te teme, ki sem jo načel, oziroma teh tem, ki sem jih načel, pa lahko tudi kakšen komentar od spodaj, ali pa tudi na platformi Buy Me a Coffee ali kakorkoli, tudi kakšno zasebno sporočil, če koga kaj zanima. Pa bomo pol to vse probali malo razviti pa nadgraditi pa to, ne. Tako da, hvala vam še enkrat, ker ste pogledali video, za komentarje, za lajke,
za podporo in imejte lep dan še naprej, ne. Itak se kmalu vidimo.